tole danes je meni kar mal čuden, pa ne zato, ker se že temni, ampak zato, ker sem jaz ta avto prevzel par dni nazaj, je bilo 15 stopinj, ni bil sonce, bil je dež, ampak so pa tle na minusu, sneg, ampak imamo pa en sonček tlele, Primož. Kaj je tole? Ker tak fajn kontrast. Ford je obudil ime legende Capri. A je Capri ali Capri? Capri. Jaz ne vem, ampak se ni važen. Rečeš, kakor hočeš, vi pa tudi po svoje. In po 40 letih je zdaj spet pri nas. Je mal bolj drugačni različic, kot smo ga navajen. Ja, primer na današnjem času, bomo rekla, ne? Je elektrificirana. Je pa še ena stvar, bom kar že zdaj na začetku rekel, če so obudili tega, pol je šansa, da tudi spet fokusa čez, ne vem, 10-20. Mogoče prej še kakšnega Escorda, pa tudi če bo kakšen električen, mogoče malo tak spicy ali pa neki, ne? Vse je možno. Ja, sam da ne bo crossover, ker pač ta je. In jaz bi tle v bistvu začel tako, kot smo začeli pri Mustangu Mach-E. Dajmo pozabiti, katero avto nadomešča, ker so pač obudili samo ime, naredili pa nekaj novega, tako da bomo lažje nadaljevali od tle. Sam moraš priznati, da je to zelo težko narediti. Ja, se strinjam. Ampak, smo v 2025, že pri koncu v bistvu in marsikaj je treba malo z rezervo vzemati danes. Ja. Ne? Tako da, dajmo si pogledati novega Caprija. Kar je najbolj značilno pri električnih avtih, je v bistvu tale zapolnjena maska, nekajšnih velikih reč za zraka, razen spodaj. Ima matrične LED žaromete, ki so hudi, pa tudi tale svetlobni podpis je precej zanimiv. Tukaj imamo v bistvu tudi ta povezava, tudi če poznate tale model iz takrat, se pravi, iz istih pravih cajtov, so mogoče lih malo kopirali, tako da lih en mehen spomin imamo na ta avto. Je velik Fordov oval, kamera, pa še ena stvar je za pohvaliti, tale senzor radarskega tempomata res dobro deluje tudi v kakšnemu slabemu vremenu. Iz stranskega profila moram spet najprej pohvaliti barvno kombinacijo, tudi na tak siv dan ta avto res izstopa in kaj en sonček, mene malo spominja na čebelco. Se pravi, črna ogledala, črni stebrički, streha je tudi steklena, tako da je tudi črna, pa imamo pa tukaj naprej, se lepo nadaljuje tale kupejevska linija tukaj zadaj do spoilerja, pa seveda imamo tudi obrobe, ki so v črni barvi. Tukaj imamo kar 21-palčna platišča, gume so deljenih dimenzij, tako da zadaj so malenkost širše, ampak ja, sam dizajn teh felten je meni zelo všeč, sam so pa res tako izpostavljena, da robniki kar kličejo, tako da s tem morate biti res pozorni. Imate pa zato tudi 360-stopinjski pogled skozi kamere, tako da tudi tukaj v ogledalu se vidi ena. Iz zadnjega profila se tudi tukaj ful lepo vidi tale lepa kupejevska linija, značilne luči, ki so res hud dizajn, povezava s tole črno masko in tudi samo hiši je tako precej zatemnjeno in se mi zdi, da je kar tak naredi res dober kontrast. Tudi tale zadnji del se ful hitro spusti dol. Takrat se za tak avto spodobimo tudi električno odpiranje prtljažnika. In tale luknja sploh ni tukaj majhna, pa tukaj ima še dvojno dno, iz dveh delov, tukaj lahko spraviš kable, pa imaš pa še enega na tej strani, pa še za kakšne druge malenkosti. Pa ta stvar me je ful všeč, v bistvu na strani ima še dva taka orm žepa oziroma dve orm luknje, pa še priročno. Ja, tu rabimo, pa tudi to ob takem vremenu. Ena stvar, ki je mene malenkost zmotila, je to, da na zadnjih klukah nimamo senzorjev za keyless, ampak imamo pa vsaj tole osvetlitev, tako da ko avto odklenete, vas lepo pozdrav in tudi tukaj na tla projicira Caprijevo silhueto, tako da ful dobro zgleda. Zdaj gremo pa not, ker me že zebe. V tem prehodu sem sicer zgubil bundo, ampak ker smo noter, me verjetno ne bo zebel, sploh zato, ker se pač ti električni avti ful hitro segrejejo, pa imamo tudi zimski paket, se pravi oba sedeža spredaj sta ogrevana in tudi volant, tako da v prstke ne bo zebel. Zdaj, v tem primeru gre za Caprija Premium, kar pomeni, da imamo take lepe usnjene, tudi malo športne, glede na to, da so iz enega dela, taki malo baketi, s ful lepim prešitim usnjem in pa seveda tudi celotna notranjost res gleda premijsko v tele dvobarni kombinaciji. Tukaj imamo tudi mečkan karbonskih dodatkov, ki skrijejo tele zračnike in ful mi je všeč, ker se čez celoten spreden del tle pri armaturki tale linija zračnikov nadaljuje v eni smeri in izgleda res minimalistično. Obenem so pa tukaj gor postavili tudi tale soundbar, Bang & Olufsen seveda tudi, tako da za zvok je dobro poskrbljeno. In prva stvar, ki je tle noter opazite, je pa tale Sync Move zaslon, ki se takole premika, da si ga nastavite tako, kot pač vam najbolj paše.
In obenem so to izkoristili tudi za shranjevanje. Tukaj spodaj je en tak prostor, kamor lahko spravite kakšne bolj vredne predmete, lepo zaprete in ko je avto zaklenen, tudi tukaj nima noben dostopa. Zdaj pa, če se osredotočimo na voznikov del, volan, ki je v bistvu kar malo kvadraten in meni je ful všeč ta oblika, jaz sem se zelo hitro navadil. Kar pa se ne morem navaditi že iz Explorerja, so pa tele touch buttoni, ki v bistvu niso touch, ampak je treba še vsem pritisniti. In vse skupaj je en tak pad in pol po nesreč pritisnete kaj drugega, zato ker enostavno ni takih fizičnih mej in morate vedno pogledati dol. Res traja ful dolg, da se navadiš, da rata to intuitivno. Zdaj, naslednja stvar sta tele dva izbirnika tukaj. Tole je v bistvu ročica menjalnika, tukaj izbirate smer naprej, nazaj pa rekuperacijo. Na tej strani imate pa pol seveda smernike, pa brisalce, pa dolge kratke luči, pa tukaj na tej konzoli pa tudi upravljate luči. Zdaj, na tem voznikovem panelu na vratih imamo tudi razne tipke, se pravi za nastavljanje stekel. Za zadnji par imate tipko rear in se pol te dva gumba spremenita v nadzor zadnjih stekel, pa seveda imamo tudi za ogledala, za ogrevanje, za pomik in tudi, ko date vzvratno, se vam lahko poklopi ta desen. Tale manjši zaslon tukaj prikazuje v bistvu bolj ne samo, kar prikazuje potovalni računalnik, ponavadi se pravi hitrost, podatke o porabi, o razdalji in take stvari. Vse ostale stvari so pa na tem ta večjem zaslonu. In ja, saj marsikdo bo rekel, da je ful velik, ampak meni je všeč, ker je zelo pregleden in vse stvari so pač malo povečane, tako da če smo že na tem, da je vse na touch, naj bo vsaj toliko veliko, da načeloma lahko tudi slepo kaj zadanete. In je vse skupaj lažje. Potem imamo seveda tudi ambientalno osvetlitev, lahko jo prilagajate glede na vozne profile ali pa tudi čist posebej. Na tem sredinskem delu tukaj spodaj imamo v grebenu še nekaj prostora za odlaganje, tukaj imamo slider za glasnost pa za vklop kamere, pa tukaj tudi zraven cup holderjev imamo polnilec za telefon, pa še eno odlagališče, dva cup holderja in pa tale ogromna odprtina tukaj, kamor lahko spravite po moje skoraj šteko soka. Zdaj, prva stvar, ki jo pa opazite na zadnji klopi, je pa tole ogromno panoramsko steklo, pač spredaj ne pride toliko do izraza, zadaj bojo pa otroci ali pa tudi odrasli uživali v pogledu ven. Zdaj, tale voznikov sedež je tudi masažen, to ne smem pozabiti omeniti, in zdaj je nastavljen na moje velikosti in jaz imam tle za kolena še ogromno placa, če bi ga pa dvignil še malo višji, lahko pa tudi noge grejo še precej bolj spodaj in je tudi to ful fajn. Tukaj na sredini najdemo dva USB-C polnilca, pa seveda tudi zračnike. To je pa to v bistvu, tukaj lepo usnje, tako da je tudi lažje za čiščenje in vzdrževanje. Osvetlitev imamo vse okrog. Zdaj pa čas, da se gremo malo zapeljati in da tudi Primož malo sproba, kako se tale Capri vozi. Ena boljših stvari pri električnih avtih, pa zim ali pa dobro tudi pa let je tale, da lahko v bistvu prek aplikacije, prek telefona že se hreješ ali pa ohladiš, tako da fajn stvarca. Če pa to pozabiš narediti, se bo tudi sama kabina ob samem zagonu oziroma ob vožnji res zelo hitro se hreje. Andraž je sicer rekel, da se mu ta oblika volana precej dopada oziroma da se je hitro navadil, meni je pa nekako tuja oziroma nenaravna, ampak okej, pač tu je ena taka posebna stvar. Je pa res, da so v bistvu taka oblika volana zasledila že v Pumi in že tam je bil malo ekstra. Zdaj, tale model je v bistvu narejen na Volkswagenovi platformi, če pa gledamo pač družinsko, Fordu spada med Explorerja in Mustanga Mach-E. Opazila sva, da nekako v Explorerju se nisva našla oziroma se nisva znala najti neke te prave pozicije za sedeti oziroma za samo vožnjo, medtem ko v tem modelu, v Capriju, je pa tu precej boljš, se mi zdi več, ne vem, kaj da imaš več prostora, sej pač načeloma tudi je večji avto, lahko si nižji, višji, se mi zdi, da je lih malo bolj fleksibilen kot sam Explorer. Na voljo je v 3 paketih opreme, Style, Select in Premium. In zdaj, če upoštevamo še tale ekosubvencije za nakup električnega avtomobila, ki je v bistvu tudi tista ta velika, mislim, da je 7200 €, lahko v Caprija dobite za tam okrog 26.500, kar pa že niti ni toliko slaba cena. Na voljo je v 3 kapacitetah baterije, osnovna je tista z 52 kWh, pol naslednja je 77, ta je v bistvu dosti podaljšan doseg. Popaš pa še v bistvu ta velika, ki je pa 79 kWh, ta ima pa tudi 2 elektromotorja, kar pa pomeni, da ima v bistvu tudi 4-kolesni pogon. In ker Ford v bistvu kul našpara na teh testnih oziroma predstavitvenih avtih, je dal seveda te boljšega, ta sta veliko baterijo in 4-kolesnim pogonom. Zdaj, številke so, nam rekel, presenetljive zaradi tega, ker v bistvu za elektrika je to že kar nek standard, da so pač
da so res močni avti, ampak kako je vseeno, 250 kW oziroma mislim, da je to 340 konjev. Lušna cifra, pač ta cifra se pozna tudi v pospeških, je res hiter avto, tudi če ima, mislim, da nekaj čez 2 tone, tako da je vseeno, ampak električni avti, vima, so težki, ima hitre pospeške in so po svoje tudi zabavni. Zdaj, kak je pa glede do vsega? Pri temu zdaj, če gledamo, Andraž imamo sicer bolj avtocestne oziroma, ja, mislim, da največ kilometrov ne na avtocestah, imamo tam okrog 18 kWh na 100 km. Se pravi, lahko narediš cca, rečemo 400 km avtocestnih. Če imaš pa bolj mešan cikel, lahko narediš pa še več, kar pa je v bistvu že zelo fina številka, ker se mi zdi, da nekako, če rečemo, da jih lahko narediš med 400 in 500 km z enim tankom, v narekovajih, je v bistvu ful dober. Se mi zdi, da vseeno naše potrebe niso na dnevni ravni 500 plus. Tle se moram tudi jaz zraven vključiti. Ja, dejstvo je, da večina ljudi jambra, da so dosegi ful majhni, ampak to so pa navadno taki ljudje, ki na dnevni bazi ne naredijo niti 100 km, tako da meni se ne zdi lih relevantno, da se pritožujemo, da so dosegi premajhni. Ja, obstajamo izjeme, ker na dan naredimo tudi več kot 400 km lahko zaradi službe, ampak takih nas je izredno malo, no, sploh iz izkušenj, tako, ko se s kom pogovarjaš tam 100 do 200 km in za take razdalje je to res čisto super alternativa. Ja, je pa tako, ne, pač v bistvu tudi se mi zdi, da je brez veze, da v bistvu širiš neko slabo energijo ali pa negativo, s tem, ko govoriš, ja, v bistvu, ja, električni avti so kar neki, so dolgočasni, ne moraš narediti 1000 km. Ja, okej, pač, če imaš take potrebe, da delaš več kilometrov, pač najbrž nakupiš električni avto, imaš izmeri zaenkrat na trgu dosta alternativ, od dizla, priključnega hibrida, benzina, se mi zdi, da lahko tam najdeš, kar ti pač bolj ustreza, kot sama elektrika. Ja, se strinjam, ker pač to, kar imamo zdaj na voljo, toliko različnih vrst pogonov, toliko kombinacij, jih nismo imeli še nikoli in pač še vseeno roko na srce, to so avti, ki se jih uporablja na dnevni bazi, kakšnim tudi služijo kruh in pač je treba potegniti neko računico, ne? Mislim, težko si vsi predstavljamo, da bi vozili na dnevni bazi recimo Focus ARS, pa z njim delali, ne vem, 40-50 tisoč kilometrov na let. Prvič, servisi boš že obobožal, pa tudi ob porabi benzina, mislim, da ni lih prijetno, ne? Tako da, ja, za vsakega po moje se danes najde neki in še vseeno lahko rečem, no, da nekako v povprečju ljudje, ki ne naredijo več kot 200, tudi 300 km na dan, je tole super zadeva, no? Pa tudi avti so izredno prostorni, veliki, in tudi za družinski avto. Tudi tisti se mi zdi, kar rečejo, da bojo to kupili kot drugi avto, ta avto hiter rata pol prvi avto. Ja, zaradi tega, ker recimo, če imaš te finančne možnosti in če imaš doma recimo sončna elektrarna, pa da imaš nek višek energije, ki jo lahko izkoristiš, pa si lahko recimo prvošiš električni avto, pa tudi sami električni avto niso več toliko nedosegljivi, kot so bili včasih. Tudi že rabljenega lahko dobiš za relativno dober denar, pa je baterija lih tako še v redu, ko pač tudi naredijo te teste in se mi zdi, da tukaj ni zdaj kakšnih ovir, da bi bili slabi, ne, in recimo, če ti polniš avto doma, prešparaš, na dolgi rok sigurno prešparaš. Ja, sigurno in se strinjam s tabo, tudi ta rabljen trg bo treba počasi malo raziskati, zato ker teh prvih 5-6 let je mim, ne, in vsi, ki so rekli, da bojo takrat ti avti za na odpad, ti avti so še kar tle in še kar delajo, tako da ja, tudi to zna biti zanimiva niša, ker vseeno je pa cenovno že pa res malo bolj dostopno to. Če imaš v bistvu malo naprej od tega modela, da v bistvu pogledamo še ostale električne avte, tudi recimo na Avtonetu je sam trg oziroma sama ponudba rabljenih električnih avtov res velika in tudi imajo tam 100 oziroma 100-150 plus 1000 km, pa so še zmeri tukaj, še zmeri delajo in še zmeri bojo delati. Tako da, če te zanima oziroma če te to interesira, da ti je ta v bistvu elektrifikacija zanimiva, se mi zdi, da se splača pogledati tudi kakšen ta model. Sploh recimo Capri je en tak, ki v bistvu nekako hoče malo povezati svoje korenine in da v bistvu se nekako ohrani na tržišču.
Saj mogoče sem rekel prej, da pač ne razumem tega koncepta, ampak po svoje pa, sploh recimo, če si kakšen tak navdušenec, da imaš slučajno doma še tistega, bi rekel, ta pravega bencinskega oldtimerja, Caprija, pa ti dodaš še tega, a ni to že malo taka zanimiva zgodba. A glede na to, da smo res v tem tehnološkem cajtu, je seveda tudi ta avto založen z vsemi naprednimi asistenčnimi sistemi, kar res opravljajo dobro svoje delo, oziroma včasih cel predober, sploh recimo tale sistem za preverjanje koncentracije voznika oziroma za držanje rok na volanu je na trenutke preobčutljiv, ampak ok, razumem point zaradi tega, ker je pač prioriteta voznikova varnost in je prav, da je v bistvu voznik na prvem mestu. Avto ima tudi toplotna črpalka, kar pomeni, da v bistvu v zimskih mesecih potroši manj energije za ogrevanje. Kar se itak na koncu pozna tudi po sami porab, tako da tu je ena stvar, ki se v bistvu splača malo premisliti pred nakupom. Recimo, če kupuješ nov avto, abitujemo, ali pa če kupuješ rabljenega, če bi si tu želel imeti, da je pač rabljen avto imel. Sama vožnja, moram reči, da je res udobna. O kakšni športnosti jaz ne bom, ali po dinamični vožnji ne bom razpredal. Je pa tako, da k neki varnosti oziroma boljšemu občutku na cesti, sploh v kakšnih takih mokrih ali pa drsečih pogojih, ki ti zima prinaša, sigurno štirikolesni pogon pomaga. Priznam, da bi se ga dalo imeti oziroma bi se dalo na to navaditi. Je pa res, da štirikolesni pogon pa mora tudi povišji cen, tako da spet stvar okusa oziroma neka stvar finančne zmogljivosti posameznika. Spoznavanje s Caprijem je bilo res zanimivo. Mene zanima, kaj bo Ford pripravil v naslednjih mesecih, letih, s čim se bomo vse še srečali. Pa jaz upam, da ne bo sem še elektrika. Če pa bo, pa verjamem, da bo lih tako zanimivo. Se vidimo na naslednjem vlogu.